Pozdravljeni! Kar obilica informacij ter vprašanj nas čaka pred kvalifikacijami za veliko nagrado Turčije. Kot običajno bomo tudi tokrat posvetili prve minute prispevka tistim tehničnim zanimivostim, kajti o novostih v tem delu sezone težko govorimo. In najprej bi rad vašo pozornost usmeril v senzorje, ki smo jih videli najprej pri ekipi Aston Martin, kjer smo videli izjemno zanimivo obliko teh senzorjev na prednjem profilu in seveda tudi pri Ferrariju, kjer so senzorji merili zračni tok okrog zadnjih koles ter seveda difuzorja. Gre za raziskave usmerjene v prihodnost, v sezono 2022. Rad bi poudaril, da je oblika teh senzorjev izjemno singularna. Ponavadi vidimo navadno mrežno razporeditev, ki so jo pa tokrat spremenili in nekako prilagodili tistemu, kar so hoteli izmeriti. A druga novost je barvna shema pri ekipi Red Bull. Treba je poudariti, da dirka za veliko nagrado Turčije je nekako v istem terminu kot odpadla dirka za veliko nagrado Japonske. In tu so se hoteli pri Red Bullu nekako pokloniti svojemu nekajletnemu partnerju. Podobna zgodba pri Alfa Tauriju, kjer so samo dodali napis, ampak po mnenju mnogih poznavalcev naj bi ta barvna shema spominjala na tisto Hondo RA272, čeprav še zdaleč ni tako. Kot vam je dobro znano, sem srečni lastnik makete Honde 272. Meni zgleda čisto nekaj drugega. Mene osebno Red Bull RB16B v tej barvni shemi spominja bolj na bolid, ki ga je imel Jenson Button na veliki nagradi Madžarske v sezoni 2006, ko je Honda kot konstruktor dosegla svojo tretjo in za sedaj zadnjo zmago. Pustimo sedaj to, kajti ni tako pomembno. Pomemben je dogovor med Red Bullom ter seveda Hondo. V naslednji sezoni se bo v bistvu spremenilo le nekaj. Namreč pogonski sklopi se ne bodo več imenovali Honda, temveč Red Bull. Drugih korenitih sprememb pa ne bo. To je mogoče razbrati iz uradnih izjav. Govori se o tem, da v sezoni 2023 bodo zadeve drugačne, ampak do takrat je še toliko časa, da mislim, da je brez veze sploh o tem govoriti in razmišljati. A presenečenje smo dobili tudi na začetku prostega treninga. Vedeli smo, da pri skuderiji Ferrari bodo vgradili nov set elementov pogonskega sklopa Carlosu Sainzu mlajšemu. Govorice so bile, vsaj s strani Red Bulla, da se bo isto zgodilo tudi pri Lewisu Hamiltonu. In se je. Sredi prvega prostega treninga je uradno odjeknila novica, da bo Lewis Hamilton dobil 10 kazenskih mest. In dobil jih bo, ker mu bodo zamenjali motor z notranjim izgorevanjem. Vsakdo izmed nas je pričakoval več elementov, da mu bodo menjali. Namreč vsaj turbokompresor ter MGUH. A pri Mercedesu so dejali, da motor z notranjim izgorevanjem je tisti element, ki je najbolj pod pritiskom visokih kilometrov
in zaradi tega so si izbrali tu veliko nagrado Turčije in naredili to menjavo. Vseeno, ker je Lewis Hamilton pri postavki motorja z notranjim izgorevanjem prvič prekoračil tisto magično mejo 3, je dobil 10 mest kazni. A presenečenja se še niso ustavila tu. Izjemno netipično obnašanje ekip na prvem prostem treningu. Namreč kar polovica razporeda je po mojih podatkih uporabljala samo tiste najmehkejše pnevmatike in lahko sklepamo, da je vsak izmed voznikov Mercedesa, Red Bulla, Ferrarija, Aston Martina ter Alfa Romeo Racinga porabil 2 seta tistih najmehkejših pnevmatik. Predvidevam, kajti statistika nam pokaže na tabelah, kakšne pnevmatike so uporabljali pri vsakem izhodu, ne vemo pa, kateri tip so vrnili. A vseeno, atipična izbira. Videli smo, da so bili pri predvsem Mercedesu izjemno hitri. Bolj hitri kot v lanski sezoni, mehkejše pnevmatike in seveda pranje asfaltne površine je pomagalo. A še hitrejši je bil Lewis Hamilton na drugem prostem treningu. Bistveno hitrejši od rekorda Juan Pabla Montoye, ki je zdržal od prve izvedbe velike nagrade Turčije do danes. Videli smo izjemno zanimiv čas Charlesa Leclerca in Valtterija Bottasa, ker je tam, kjer bi ga v bistvu pričakovali. Korak za temi favoriti smo lahko našli 2 Red Bulla, tokrat s Perezom pred Verstappenom. In to nam pokaže malce, da pri Red Bullu so malce v zaostanku, podobno kot smo lahko videli Mercedes v lanski sezoni, da na prostih treningih sploh ni blestel. A to še ne pomeni nič, kajti Lewis Hamilton je dirko za veliko nagrade od Turčije zmagal, čeprav ni imel toliko hitrejšega bolida. Ampak sedaj moramo povleči neko črto in priti do nekega zaključka. Kaj pomeni to, da smo videli na prvem prostem treningu tako množično uporabo najmehkejših pnevmatik? Lahko imamo več različnih interpretacij. Ekipe imajo tisto standardno dodelitev, torej 8 setov najmehkejših pnevmatik, 3 sete srednjih in 2 seta najtrših. Izbor je tisti standarden, C4, C3 pa C2. A s tem, ko so v prvem prostem treningu uporabili 2 seta najmehkejših pnevmatik, so prihranili enega izmed tistih trših za kasneje. Lahko pričakujejo po eni strani, da bo med kvalifikacijami deževalo in napoved kaže v to smer. Po drugi strani lahko sklepamo, da vkolikor ne bo deževalo, bodo te ekipe uporabljale v drugem delu kvalifikacij trše pnevmatike. Zato so tudi prihranile en set ter žrtvovale mehkejše pnevmatike, ki ne bodo tako uporabljene. A vem, gre za špekulacije. Kaj lahko pričakujemo od samih kvalifikacij? Prvič, izjemno dobro formo Mercedesa, kot smo videli na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Kolikor bo Lewis Hamilton najhitrejši, bo vseeno začel iz ozadja. In to se bo pokazalo, kako bo Valtteri Bottas igral vlogo drugega voznika. Imel bo lepo priložnost, da se bo postavil na čelo in odžrl točke Red Bullu. Lewis Hamilton bo imel v vsakem primeru na nedeljski dirki kar precej dela. Ampak sedaj govorimo o samih kvalifikacijah. Kot sem povedal, ukolikor bodo te deževne, je težko napovedati, kdo bo hitrejši in kdo ne.
odvisno od trenutka, ko se bo določen voznik znašel na progi in seveda od izbora pnevmatik ter seveda količine dežja. Ampak, kolikor bo proga suha, predvidevam, da v drugem delu ne bomo videli samo tiste najmehkejše. A seveda gre za moj osebni občutek. Vsekakor se zaenkrat sreča nasmiha Red Bullu. A videli smo v Formuli 1, kako malo je potrebno, da se vse obrne na glavo in točke se delijo v nedeljo. A vseeno, pred nami bodo kvalifikacije, ki bodo zanimive. Zato lahko pričakujemo marsikaj. Videli smo tudi malce boljše rezultate, naprimer pri Williamsu, kot bi lahko pričakovali. A mnogi bi znali presenetiti z izvirno strategijo. O tem bom sicer bolj podrobno govoril jutri v zadnjem briefingu, kajti kolikor želimo vedeti, kaj lahko pričakujemo od strategije, moramo imeti tudi štartni razpored. Kar se tiče tega prispevka pred kvalifikacijami, je to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.